Srečanja. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem torkovem večeru po nedelji Božjega usmiljenja, in zato je še toliko bolj pomenljivo, da nocoj lahko gostim damo, ki bo spregovorila pravzaprav o tem usmiljenju, ki ga je sama doživela v lastnem življenju. Janja Kolenc, lepo pozdravljena v studiu Radia Ognjišče. Pozdravljeni. Hvala že vnaprej, da ste pripravljeni z nami podeliti vašo zgodbo. Marsikaj bo gotovo nagovorilo koga izmed nas, poslušalce, vsaj en vidik je doživel gotovo kdo izmed nas. Če pa ne, pa vsaj to, kar sem rekla, to Božje usmiljenje, ki pa se dotika vsakega od nas. Za začetek bi vas prosila, da nam zaupate malo iz vašega otroštva, v kakšni družini ste odraščali. Moje zgodnje otroštvo je bilo pravzaprav srečno. Sicer sem odraščala v revščini z mojo mamo in očetom, ki sta se poročila, ko je moja mama zanosila z mano. Moj oče je bil sicer, se je imel za katolika, moja mama pa iz verne družine. Me je pa versko vzgajala mama po očetovi strani, tako da sem imela nekaj take otroške prijetne vere, bi rekla, petje pesmi, molitve, ne, taka otroška naivna vera je bila v tistem času z mano. Sta pa v bistvu se moja starša po parih letih začela prepirati, ne razumeti, ne strinjanja, tako da se je to potem razbelilo, to srečno otroštvo, zelo hitro, no, tam nekje 6-7 let sem bila stara. Ste bili edinka? Ja, takrat še. Moja mama je potem zanosila, no, tako z sestrico, ki je tudi zdaj z nami. Smo se potem odselile, no, tako da takrat sem bila pa še edinka, ja. Rekli ste torej, oče je imel neko vero, mama ateistka. Kako je bilo potem? Ste živeli s svojo mamo, verjetno odraščali brez vere? Tako, jaz sem pravzaprav, šla sem še prvo leto k verouku in prejela prvo obhajilo. Ampak potem pa, ker sem živela z mamo in smo se preselili k njenim staršem, so bili pa zelo proti pravzaprav sem tem stvarem, in so mi tudi nekako oni uničili vero, pa tudi sama sem nekako iz te otroške naivne vere, zdaj bom jaz Boga prosila, da bosta starša skupaj, pa ni šlo, ne, se Boga ni, ne, na tak način. Sem to vero zgubila, ja, in tudi nisem imela neke zadnje podpore, ne, verske. Pa ste imeli stike z očetom? Imela, vendar žal moj oče nekako ni bil najboljši, za versko vzgojo vsekakor ni bil, no, najbolj primeren, bom rekla, tudi da ni ravno živel tega, no, čeprav je se deklariral za katolika. Kako se pa potem spominjate tega odraščanja? Rekli ste, Boga ste prosili, da bi oče in mama prišla nazaj skupaj, pa se to ni zgodilo. Ste kdaj doživljali, ne vem, kakšno jezo na Boga, razočaranje, iskanje v teh letih odraščanja? Ja, iskanje je vsekakor bilo, ne. Jaz sem zelo zgodaj zatavala v neke take, bi rekla, recimo sem brala o poldragih kamnih, o astrologiji. Je bilo neko iskanje, čeprav se takrat nisem zavedala, da je to nekako iskanje Boga. Jeze niti ne, no, jaz sem zelo hitro preklopila na to, Boga ni, to je tako kot Božiček, ne vem kaj, ne, zobna vila, Boga pač ni in to je dejstvo, ne, tako da niti ni bilo te jeze, ampak kar nekako izguba vere, ne, in se je potem preusmerila v druge stvari, ta iskanje Boga, ne, hrepenenje po njemu. Tako da zelo hitro sem zatavala v te neko ezoteriko, no. Že pred 12 vem, da sem zelo se s tem ukvarjala, razlagala sošolcem, tam risala te astrološke karte in tako, ne. Kam pa vas je potem naprej pot vodila? Ja, jaz sem v družini, žal se nismo najboljše razumeli, sem zelo tavala, kakor sem omenila glede očeta, nekako ni bil najboljši, bi rekla, občasno sem ga sicer videla, ampak ni bil ne takšen, ne drugačen, ne materialno, ne čustveno, me ni nekako podpiral. V tej družini z mamo smo se pa slabo razumeli, no, in so bili tako čustveno in tudi fizično kakšna zloraba, kakšen udarc.
Bežala sem veliko doma k moji stari mami, ravno tej taverni stari mami, ne, po očetu, ampak ona me žal ni mogla imeti pri sebi, ker je bila in brez denarja in majhno stanovanje in tako. Zatekala sem se potem že kar zgodaj, no, v alkohol. V najstniških letih, tudi zelo zgodaj sem se srečala s spolnostjo in nasploh nisem nekako imela neke usmeritve, nekih ciljev, da bi sploh vedela, kaj želim, ne, od življenja, kakšen je moj, nekako me je nosil, nisem sama imela neke poti, ampak me je nosil, kamor me je nosil, ne, tako. Nekaj časa ste živeli tudi v stanovanjski skupnosti. Drži, ja, eno leto ko sem šla v šoli srednji do psihologinje, mi je predlagala to možnost in sem kar nekako zagrabila, ampak nisem se pa zavedala, da je to zelo taka prehodna možnost in spet nekako nisem videla izhoda potem, ne, ker je bilo to ravno malo pred mojim 18. letom, ne, zadnje leto, pri 18 letih pa zaključiš tam in sem vedela, da potem bom mogla ali nazaj domov ali nekako nisem videla poti, kako bo meni spet, kje bom spet na varnem, ne, nekako sem se počutila, spet bom vrnjena nazaj v to nevarno okolje domače, ne. Tako da tudi v skupnosti sem zabluzila, če lahko tako rečem, tudi z alkoholom in tako naprej, no, nisem, na začetku sem se nekako postavila, so mi malo pomagali, potem sem pa šla v čudne vode. Ja, kot ste rekli, torej niste se počutili varno. Česa si želi odraščajoče dekle, recimo najstnik v teh letih, ko ste bili vi tako zbegani, ko ste iskali, rekli ste varnost, sprejetost. Kaj je tisto, po čemer ste hrepeneli ali pa si želeli? Ja, ljubezen, varnost, sprejemanje, res to, ne, nekako, nič ni bilo prav, kar sem naredila, vse smeri, ki so bile, meni so bile pripisane, ni bilo tako, da bi sama lahko izbrala, ne, že pri šoli je bilo zelo tako, sem se mogla skregati, ne, da sem si izbrala šolo, in okolje je bilo tako, da sem se vedno, ne vem, skrivala ali v knjige, ali dobesedno fizično v kopalnico včasih zaklenila, tako, ali je bilo dretje doma, ali je bilo neke res bizarne zahteve, neko taka okolje, ki je bilo neprijetno, neka tenzija skozi, neka napetost. In jaz sem si želela, saj, ne vem, mogoče v globini nisem se niti zavedala, kaj mi manjka, ne, neke prijetne podpore, varnosti, prijetnosti, ljubezni, ne, konec koncev, ker sem imela nekako tak občutek, kot da sem tudi to mi je bilo rečeno, no, dobesedno, da sem odpad, da sem nekako pač kot moj oče, ki je bil, ne, grozen za moje stare starše po mami, tako da moja samopodoba je bila zelo na dnu, no. Ste iskali potem potrditve tudi pri fantih? Ja, jaz bi rekla, da sem iskala, danes se tega zavedam, no, drugje sem to ljubezen iskala, se pravi, ja, v spolnosti sicer na začetku niti ne toliko, nekako sem verjela v to, ne, ja, ta prebrekla, niti ne fantje, ampak neke take avanturce, to je čisto okej, ne. Kasneje pa sem se zaljubila, zelo, to je bilo ravno, ko sem v bistvu zaključila v tej stanovanjski skupnosti z enim fantom in sicer sva tudi začela zelo tako, ne, bolj avanturistično, ampak sva se zaljubila obadva in je bil, danes gledam to tudi kot neke vrste pobeg, no, od doma, ker sva zelo hitro začela tudi živeti skupaj. Sicer sva se imela rada, ampak tudi bi rekla, da je taka najstniška ljubezen to bila, ne, ni bila neki zgrajena na nekih trdnih temeljih, no. To se mi zdi, da je bil mogoče težava, zakaj tudi ni obstala ta veza med drugim, ne. Ste končali srednjo šolo takrat? Takrat še ne, takrat sem potem začela delati preko študentskega servisa, kasneje tudi kot zaposlitev redna. Fant ta me je takrat podpiral, on je ravno začel z faksom in sva nekako drugega podpirala v tem, v šoli, v tem. In je bil v bistvu z tega vidika sem imela zelo tako nekako, wow, ne, me podpira, bom nekaj iz mene, ne, ker to nekako nikoli ni bilo, se s tebe pa ne bo nič, ne. Tako da iz njegove smeri sem imela podporo, kar se tiče šole, pa nekako, ne, da se k sebi spravim.
No, ampak po približno letu dni se pa je zgodilo, da ste zanosili. Drži, to je bil dan, ki ga nisem pričakovala, nisem si mislila, da se bo to zgodilo. Jemala sem kontracepcijske tabletke in sem pozabila eno izmed teh prvih, ko jih moraš v ciklu vzeti. In nekako nisem očitno tega dosti resno vzela, da se zelo hitro lahko zgodi zanositev. In me je to res šokiralo, presenetilo. Zelo taka, nisem vedela, kaj bi, kako, kaj. Kar je bilo pa zanimivo, je pa to, da kljub temu, da sama sebe nisem nikoli videla kot mamo, sem zelo hitro, takoj pravzaprav hmal za tem začutila, da jaz želim zaščititi mojega otroka, ne, in da si ga želim obdržati. Bilo je takoj misel, ja, splav, ne, ampak po drugi strani jaz si želim to življenje zaščititi. Ampak žal ni šlo potem v to smer. Kako pa je šlo? Ja, s tem fantom sva se pogovarjala sicer o tem, sem rekla, ja, bi pač mogoče dala otroka v posvojitev, ne glede na to, da sem delala šolo, službo sem ravno imela novo, nekako je bilo tako, ok, midva ga že ne bova imela, ne, sem mlada, brez denarja, brez stanovanja, sem rekla, ok, ga bom donosila pa dala v posvojitev, ne, se imam redno službo, ne, sem iz tega vidika zaščitena. Žal pa potem z njegovimi starši nekako to ni bilo pri njih priljubljena opcija, so mi nekako rekli, ma ne, to bolj ga boš pogrešala, če ga boš dala v posvojitev, kot pa če bi ga splavila. To pač opraviš, pa pozabiš, ne, se to zdaj še ni otrok. In ker sem sama bila zelo v tej, bom rekla, verila sem temu, no, te laži, da je to res skupek celic in da to ni otrok, to ni, ne. Čeprav sem čutila drugače, ne, to je zelo zanimivo, ko sem sama proti sebi nekako, ja, ok, saj imate prav, ne, se to je res sam skupek celic. In sem se potem res odločila za splav, ker nekako nisem imela podpore doma, seveda tudi ne, sicer mama je izvedela, drugi niso. Nikjer nisem imela neke podpore, da bi sploh bila opcija, kaj šele začeti pogovor, kaj šele kaj več, no, kot splav, to je to, ne, ni bilo druge poti, opcije zame. Kako pa se spominjate tega, recimo, postopka splava, tega, ko moraš vzeti tabletko in tako naprej? Imam tako, bom rekla, po kosih spomine. Spomnim se, ko sem prišla prvič na to kliniko, da so mi zelo... Samo to vprašam, so vas mogoče poskušali, ne vem, so vam dali čas za razmislek ali vam povedali, kaj splav prinese ali kaj sploh splav je? Tehnično so razložili, kaj splav je, kako poteka, opozorili časa za razmislek, podpore, karkoli pa ne. Pravzaprav sem imela še tako zelo majčkeno nasramno to medicinsko sestro. Ravno pred kratkim sem tudi zbrskala, ker sama svojemu spominu nisem zaupala, in res to privoljenje na internetu sem poiskala, je zelo tako, splošno, pa mogoče res na splošno opišejo posledice, še fizičnih posledic ne opišajo vseh, psiholoških se pa sploh ne dotikajo možnih, ne, niti pri splavu s tabletko, niti kaj šele pri temle operativnem, ne, ker so še toliko večje možne. In tudi pri meni je bilo tako, ne, zelo vse na hitro tehnično, sicer so me zelo opozorili, lejte, ko boste vzeli ta drugo tabletko, ta prvo tabletko je konc, ne, potem pa pridete pa še po ta drugo. Tako da, jaz sem pa takrat dosti utopila, no, tako da nisem niti, ok, ja, vzamem te tabletke, ne, tako da to ni bilo pol zame neke, niti nisem iskala te podpore, no, da ne bom rekla, ne, ampak tudi mislim, da mi ne bi bila dana, no, iz tega, kakšen je bil pristop, pa koliko informacij sem dobila. Kako pa se spominjate samega splava? Ja, po tisti prvi tabletki, mislim, da 2 dni traja, preden prideš nazaj, jaz se tega dela se recimo zelo ne spomnim. Nazaj sem prišla na to kliniko, ista sestra je bila, dobiš še drugo tabletko, potem se pa začne iz fizičnega vidika zelo brutalno, ne. Šele kasneje sem izvedela, da to so pravzaprav popadki, bolečine grozne.
Tam sem bila v eni sobici in v teh bolečinah čakala, ne, da bo konc vsega. Nekaj časa je bil še ta moj fant takratni z mano, potem so ga nagnali. Je rekla, ne, sej zdaj pa ne. Ne vem zakaj, ker sem bila sama tam. In na neki točki so me pač poklicali noter v ginekološko ambulanto. Je bila tudi ena, po medijih se pojavila ta zdravnica, ne bom povedala katera. Je bila sicer ona prijazna, no, ampak vseeno, ne, pač dela splave. Spomnim se, da so me pogledali, da sem se tako še hotela malo nagant naprej in zanimivo je tudi, oni se mi zdi, da se na neki točki zavedajo, da to ni tok samo skupek celic, ker je ta zdravnica me rekla in tudi ta sestra, ki je bila ves čas več ali manj nasramna, sta obe rekla, ne, tega ne rabite gledati, ne. Ja, saj samo skupek celica, ne, kaj je to zdaj? Tako hecen, kako tudi jaz ne sem imela to disonanco, ne, saj sem skupek celic, ampak o tem pa se ne govori, o tem pa se ne, tako zanimiv. Tako da ja, bolečine in tudi te bolečine so se potem še par dni, par noči vlekle, hude krvavitve, ni to toliko, ne, tudi s tabletko opisano je veliko lažje, kot je potem dejansko bilo, no. In potem ste se vrnili domov. Kako se spominjate potem tistih prvih dni pa prvega obdobja po splavu? Razen teh bolečin sem nekako čustveno čisto topela, no, kar se tega tiče nekako nisem niti pogrešala, niti nekako sem to potlačila to globoko vase, da gremo dalje z življenjem, hitro nazaj v službo, kakor sem se dosti dobro počutila, ne vem, to je bilo res 1-2 dni samo in gremo dalje, normalno naprej, ne, po mojih takračnih, ne, je bilo to naprej, grem normalno. In je kar trajalo, preden sem se karkoli začela zavedati, ne, da me matra, da nekaj ni okej, ne, ni bilo, sem to globoko potlačila, da res, ja, sem sprejela to, kakor so mi rekli, ja, sej, zdaj za mano, pozabim in to je to, ne. Kako ste se zavedli, da nekaj ni okej, kot pravite? Prva točka taka je bila, zelo v bistvu me zelo predramila in se tudi nekje potem zapisala, čeprav nisem takoj sprejela kot en alarm. Sem gledala en film, ki je zelo, ne toliko zelo nazorno, ampak precej nazorno v smislu, ženska si je, to je bilo na začetku 20. stoletja, je sama vzela neke naprave, da si posesa ven, plod otroka, ne. In potem je kazalo, da je šla po stopnicah dol in je kapljala kri iz nje, ne. In v tistem to sem bila v kinu, začela mi šumeti v ušesih, začela sem se potiti, čist dihati nisem mogla, ne, in šele kasneje sem zvedela, to je paničen napad, ne. Bil je na srečo takrat fant zraven mene, mi je dal vodo in tako, da sem se nekako pomirila, ampak sem videla, kakšen močen odziv, ne, sem rekla, okej, ja, saj to zato, ker imam spomin, jaz tudi grozen na ta splav, ne, bolečine in tako naprej, sem si nekako tako pojasnila, da je čist tega fiziološkega, ne, nekako telo se je odzvalo po spominu. Ampak v bistvu je bilo tudi psihološko, ne, sam takrat, če nisem si tega znala priznati, no, to je trajalo potem leta, pravzaprav, da sem tudi to sprejela. Sta s fantom ostala skupaj? Ne, nisva. To je tudi zelo zanimivo, da nekako sem jaz toliko ene jeze nabrala, kar sem tudi šele kasneje, ne, pravzaprav predelala, da je to jeza, ker me ni podprl, ker ni bil moški, ker ni znal stati za mano in reči svojim staršem, ja, lej, to si želi ona, to je njena odločitev. Jeze, zamere, nekako sem ga videla kot nekega šibkega moškega, kot nekega, ne, in nisva ostala skupaj, ne. Kaj pa naprej? Kako ste živeli naprej potem z vsem tem, lahko bi rekli, kar težkim nahrbtnikom? Ja, to je bilo zelo zanimivo, ne. Jaz sem že iz tega otroštva imela slabo samopodobo, potem pa ta splav, jaz mislim, da dokončno zatolkel neko mnenje samo o sebi, sem imela res na dnu, ne. Na površini nekako, ja, okej, saj sem sposobna, pametna, ampak
tako globok pa ne. In sem se pustila v službi zelo izkoriščati, razne službe sem imela študentske, v bistvu tudi bolezni so se mi začele, psihološke in pač fizične. Nekako se to, moje življenje je šlo na boljše, sem spoznala novega fanta, sva se zelo razumela, ampak nekako me je nekaj grizel, ne, ves čas. Zapadla sem potem, to je bilo kar par let, 6 let za splavom v depresijo. V tistem obdobju sem bila sicer zelo feministično naravnana, ne? To je bilo zelo zanimivo, zelo sem bila kontra, res zelo podpirala, podpornica splava, sovražnica vere in vernikov. A ne, tudi če sem se s kom pogovarjala, je bilo to zelo proti te nori verniki. Ampak hkrati sem pa zapadla v neko globoko depresijo, s katere nisem videla. Ne. Meni je bilo vse tako brez smisla, obupana sem bila. No. Tako nekako, saj delam vse stvari, šola, pa tako naprej, sem potem še višjo šolo delala, ampak kar nekega cilja nisem imela, nisem videla pred sabo, kam to moje življenje sploh pelje. Potem ste končali to višjo šolo, ste dobili zaposlitev? Potem so se, pravzaprav najprej bilo še malo borbeno sama sabo, potem sva pa oba z sedanjim možem, takrat je bil še fant, zgubila službo in sva oba imela ogromno enega časa sama zase. In jaz sem v tistem času dokončala šolo, naredila izpit za avto, pa začela sem se zelo sama sabo ukvarjati, če tako lahko rečem. Ne. Jaz mislim, da je takrat mene zelo vodil Sveti Duh, čeprav sem tudi še kakšne take malo ezoterične tarot karte, pa tako se nekako zanašala. Ker sem prišla do nekih takih zaključkov oseb, med drugim to, da smo pač vsi odgovorni za svoje življenja, za svoje dejanja, ne glede na to, kakšne so okoliščine. Ne. In so okoliščine lahko marsikdaj, ni po moje človeka na svetu, ki ne bi imel kdaj kakšnih težkih okoliščin. Pa vseeno je naša potem odločitev, kam nas bo to peljalo, ali bomo dobri ljudje, ali bomo bluzili in delali slabe stvari. In tudi splava sem se počasi začela takrat dotikati. Tudi takrat sem v bistvu prvič kontaktirala Zavod Živim, sicer še malo z tega mojega jezenga, provokativnega, nisem bila nesramna, bila sem pa provokativna. Ampak nisem pa še tako si priznala, to je moje breme. Tako, nekako me je kljuvalo, ampak nisem si pa priznala, da to je ena izmed stvari, ki me tako v to depresijo potiska. Tako da, in takrat v bistvu se je potem začel nekako ta pot do tega, da sem vse to spoznala, ker sem res, in dobila sem novo službo, super služba je bila, res se mi je začel pač vse postavljati nekako. In sem mislila, to pa zdaj bo super, ne. In kako je bilo? Ni bilo, ne, mislim, vse so bile stvari boljše, okoliščine so bile boljše, ampak mene je še zmeraj nekaj grizel, in grizel in vsake tok je priplavalo na površje, ne, še zmeraj sem imela depresijo, eno obdobje sem tudi bila na antidepresivih, še zmeraj nisem nekako imela nekih, bi rekla, ciljev in tako, saj sem bila zadovoljna z življenjem, ampak tako zelo dan za dnem sem živela, nisem imela nekih. In potem, to zdaj 4 leta nazaj, 4 leta nazaj, sem pa neke noči se premetavala, imam že celo življenje težave z spanjem, se premetavam v posli 1-2 zjutraj. In takrat je res, jaz to pravim, Sveti Duh je bil to res. Moje vprašanje je bilo, pa Janja, kaj te matra, ne? In odgovor je bil, saj veš kaj. In sem zagrabila telefon in pisala mail, da Zavod Živim, da sem naredila splav in da ne vidim, kam bi se lahko obrnila. Čeprav je bilo to izjemno proti vsem mojim, takračnim, nevernica, celo kar malo sovražila vse skupaj. Ampak sem rekla, pa sej, kaj se mi bo pa zgodilo hudega, sej ne more biti slabš, pač nekako sem čist sprejela, kar bo. In kaj je bilo, kakšen odziv ste doživeli strani Zavoda Živim? Jaz sem bila tako lepo sprejeta strani Katarine, res tako sočutna, prijetna, sestank sva imeli, srečanje v živo, in me je zelo hitro nagovorila, da bi se udeležila
duhovnih vaj Rahel in vinograd. In jaz sem tudi to sprejela. Sem rekla, ja, seveda, ne, nekako sem si mislila, to bo verjetno čuden, ampak sem rekla, kar bo, ne, res, nekako nisem si mislila, ne, zdaj bo, kaj se mi pa lahko zgodi, ne, vse se mi ne more slabšega zgoditi, kar sem že sama naredila, ne, in sem se potem tudi udeležila teh duhovnih vaj. So bile res ena taka velika milost. Sicer moja pot k veri se je tam začela, ampak je trajal, no, še zmeri se postavila na svoje noge. Ker res sem tam doživela to, kot prvo to, da sem lahko žalovala, to mi je manjkalo in res tam sem jokala, a ne, doživela simbolično tudi srečanje s svojim otrokom, a ne, ga imela priložnost pomilovati, se posloviti od njega v žalni slovesnosti, a ne, in priznati, da to življenje je bilo, a ne, in da je zdaj pač pri Bogu in nekako, kar je tudi zelo važno to za moje življenje zdaj, to, da sem doživela to, da mi Bog odpušča. Da sem svobodna zdaj in tak moj največji greh, umor, mi je bil odpuščen in če to Bog odpušča, ne, res, koliko je vse mogočen, ne, in zmeri znova me to, ker se sama pri sebi vprašam in vidim, da je to res, ne, da sem lahka, kar se tiče tega, ne, da lahko tudi zdaj z vami govorim o tem, da je to, Bog je velik. Ta pot vere se je začela, ste rekli, ko ste prišli na Rahel in vinograd. Si predstavljam, da mora biti zanimivo za nekoga, ki v bistvu ni veren v sebi, da gre na duhovne vaje. Že to je bil verjetno kar velik korak. Ja, ampak jaz sem zelo tak človek, ko se enkrat nekaj odločim, grem, ne. In sem si mislila, se pravim, ja, kaj, to bo zdaj zelo čudno, pa tudi bila, ne, dodatno pozorjena, ja, to je čisto iz katoliškega vidika, sem rekla, okej, ne, ja, se pride, tudi malo so me tudi malo spodbudili v smislu, se pridejo tudi nevernice, pa ljudje iz drugih ver, pa tako da je bilo vse malo lažje, ampak ja, je bilo tako, bi rekla, mičkam sem bila prestrašena, ne, ampak vseeno sem rekla, to je to, jaz grem, ne, in se bom prepustila, kar bo, ne, sej škodati mi ne more, lahko kvečem boljš, ne, tako da je bilo zelo intenzivno in naporno v bistvu, ampak res milostno, no, in zanimivo, kako me je res tako en tak intenziven vikend čisto obrnil, totalno, ne, res je tam prisotnost Jezusa ogromna. Kako bi opisali recimo to pot vere, ki se je tam začela, pa potem naprej? Kako ste recimo srečevali Jezusa? Kako ste prišli do njega? Ja, to je taka... Takrat sem se nekako zavedala, ampak ne, tudi šla sem spovedi pravzaprav, ne? Ampak nisem pa še nekako, mogoče pri sebi globoko sem rekla, sem verna, ampak okolici predvsem, nekako nisem upala, ali kako bi rekla, ne, moja okolica vse res več ali manj neverna, tudi moj mož ni veren. In je tako zelo postopoma to bilo. Jaz si želim, da bi bilo tako, kot je nekateri rečejo, meni se čez noč vse obrnili, želim si, da bi bilo tako, ampak žal sem tudi v tem še nekako grešna, da sicer nisem nikoli zanikala, ne, če me kdo direktno vprašal, to je zelo počas šlo sicer, no, ampak če me kdo direktno vprašal, ja, sem verna zdaj, ne, ampak nekako sem vse to skrivala, no, in ja, in je nekako, ne vem, strah pred odzivom, strah pred izgubo konec koncev prijateljev, družine, ne, je bil zadaj, in ja, Bog me je pa v bistvu vedno klical, ne, ves čas je bilo tako, pa se vidiš, ne, kako ti je boljš z mano, ne, tako bi rekla, nekako, ne. In kakor je to tako sama sebi, če se postavim, ne, leta nazaj, pa se gledam, kako je ta pot bila, tako ne bi si nikoli mislila, ne, kako to se lahko obrne, ne. In vedno več sem si želela zvedeti, ne, o zgodovini krščanstva, tudi tako čisto, ne,
In sem se tudi potem na katehumenat prijavila, sem prejela lani Sveto birmo in ja, vedno bolj se to razvija v meni in bi rekla, iz duhovnega vidika in tudi tako, ne, vedno več vem, res je to, koliko je res obširna in globoka ta, ne, zgodovina krščanstva, koliko je enih, se mi zdi, da lahko cel življenje samo to berem, pa se učim, ne. Tako in ja, kliče me Jezus in konec koncev tudi zdaj, da sem pred vami, z vami, to je tudi del tega, ne, se mi zdi, da pričujem o tem, da delno ta del, kako splav ni okej in ni, ne, čisto iz tega vidika, pa tudi iz tega, kako Jezus kaj nam, ne, naredi, kaj naredi za nas. Kakšna je razlika, recimo, če primerjate obdobje prej, ko Jezusa niste imeli, niste poznali, niste bili verni, pa danes, ko lahko rečete, da je z vami? Ta glavna razlika se vidi, ko pride do kakšnih težkih situacij. In teh je bilo pravzaprav ogromno zadnje čase, mogoče celo več kot prej, ne, ves čas nekaj pravzaprav se dogaja. Težke stvari, lani bolezen in tako naprej spet. Ampak zanesem se lahko na Boga, ne. Moja opora je, ne, in to je tisto, kar me je vedno znova, sicer mi je tako, ne, še zmeraj včasih težko, ker sem tako navajena vse zmeraj sama pa strmo neko, ne, ampak ko se tega spomnim, ko si dovolim, ne, da se upri se, Janja, imaš oporo, ne, je veliko lažje, ne, in z molitvijo in z vsem in konec koncev tudi z ljudmi, ki so v veri, a ne, ko vidim, da ni tako, ko sem mislila včasih, ne, ja, to so vsi sami hinavci, ne. Pač so tudi ljudje, seveda, ki so taki, ne, se tako zmeri je, ampak so pa tudi ljudje, ki iskreno živijo to svojo vero in kot skupnost tudi ogromno lahko, a ne, drugega podpremo in da naven širimo svojo vero in naven povemo, kaj je resnica in ne, tako zelo se počutim v bistvu in sprejeto od ljudi in sprejeto od Boga, ne, to čutim, da me ima Bog rad, kljub vsej moji zgodovini, ne. Odrešil nas je Jezus, ne, za svojo žrtvijo nas je odrešil, ne, in to dojet, to sprejet, ne, kakšna žrtva je bila to Jezusova, da se je Bog učlovečil in dal skozi to našo človeško naravo in našo človeško zlobo konec koncev strani in tako to počasi se to nekako meni, ne, wow, noro. Verjetno ste tudi zato, ker ste lani, ne vem, imeli birmo, povsem drugače doživeli tudi zdaj velikonočne praznike, Sveto tridnevje, ne vem, kaj so bili za vas? Ja, zame je bilo tako, prvič sem se pustila, to je bilo tudi zame, ne, nekako, ker kot majhna, saj smo recimo šli tem glavnim praznikom smo šli, ne, k maši, to je bilo pa to, tudi včasih sem šla stara, imamo kakšno tako mašo vmes, ne, ampak ni bilo to redno obdejstvovanje versko. In zdaj sicer, a ne, z mamo sem šla celo recimo na blagoslov, to sem jo prepričala, kaj več ne bi mogla. Zelo tako, ena taka, bi rekla, mogoče tako nostalgična vrnitev v to moje zavetje, ko sem ga imela v otroštvu, ne, tako nekako, wow, zdaj pa jaz lahko slavim z ostalimi to Jezusovo vstajenje, vsako leto lahko to doživim, ne, kaj je Bog naredil za nas, ne, tako skupinsko, tako, wow. Ta moč občestva tudi. Ja. Bi vas pred sklepom Janja Kolenc še nekaj vprašala. Nedavno smo slišali tudi nova prizadevanja, da bi splav bil predvsem strani določenih organizacij res 100% krit iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, češ da so to pravice žensk, civilizacijske pravice, ki smo jih dosegle v zadnjem stoletju. Kako pa vi gledate na to zahtevo po splavu, tudi seveda po drugih državah sveta? Ja, že to, da je sploh krito, se mi zdi napačno, ne, fokus medicine ne bi smel biti na tem, da se življenja uničuje, ampak da se jih podpre, zdravi, pomaga, ne. Ja, to je en tak grozen, ker sem tudi sama živela to miselnost, jo lahko razumem, ampak je napačna, ne, gledati bi mogli iz smeri, kako se ženskam pomaga, jih podpre v tem, ne glede na to, kaj je razlog zadaj, revščina ali kakšne zdravstvene težave, vedno se lahko najde pomoč.
In država bi kvečemo morala poskrbeti za to, ne pa za to, da se potem te otroke ubija. In to z tako lahkoto, ne, kako tudi jaz sem imela, ja, tehnično tako, ok, gremo splav, ne, namesto kakšne podpore, a res, kaj rabite, a ne, konc koncev pogovor minimalno, kaj šele finančno, ne pa splav je ta prva in edina možnost, ko se jo nekako ponudi in to je res napačno in zgrešeno in se ljudje, tisti, ki grejo na to pot, ne zavedajo, kaj bo prišlo, če se bo za to odločili. Ne. In jaz mislim, da je mnogo žensk, ki trpi v tem, tako kot sem jaz, pa si tega še ne prizna. Upam, da si bojo in da stopijo na to pot, kot sem jaz, ampak vsekakor ni to prava pot, no, se mi zdi, da se zagovarja nekako to kot neko pravico, ne. In tudi naša ustava brani življenje, ne pa pravico do v bistvu uboja svojega otroka. Ja, govorili ste veliko tudi o svojem trpljenju, o poti trpljenja. Verjetno ste na Raheljenem vinogradu srečali tudi druge matere, ki podobno doživljajo. Torej, ne gre za osamljen primer po splavu. Točno tako in tudi sama sem zdaj v ekipi Raheljenega vinograda in lahko predajam naprej to, kar sem sama doživela, ne, pomagam pri tem in vidim, ne, ravno to ženske vseh let, res mojih, mlajše, starejše, z raznih okoliščin, katoliških ali nevernih ali z drugih ver ali zadnji so lahko droge, ali zadnji lahko marsikaj se obrnejo, ne, na nas in je res zanimivo, ko slišiš, kakšne vse zgodbe so, srečaš koga, ki ga na videz bi mogoče rekla, kakšna fina, urejena gospa, pa ima zadnji tako težko zgodbo, a ne, sploh si ne moreš misliti in tega je ogromno in to na Raheljenem vinogradu vidimo in doživimo. In jaz si želim, da bi še več teh žensk si to soočilo, ne, včasih se tudi kakšen provokator najde, pa si ravno to mislim zadnji, gospa, punca, kakorkoli, imaš nekaj za sabo, da molim za njo, ne, prosim Bog, da ji videti, kaj je, ne, da naj stopi na pot odrešenja. Ja, zaključiva res mogoče še s kakšno spodbudno mislijo. Torej, odrešenje je možno za vsakega, ne glede na to, kaj se je zgodilo v življenju. Točno to je to, kar je najbolj mogoče, ker ko si v tem, jaz sem nekako sebe, se pravim, tudi res dojemala kot neki zameček, kot neko nevredno, a ne, in to, da je odrešenje možno, je tisto, kar je mogoče najbolj pomembno za ženske, ki trpijo za tem obžalovanjem, si ne dovolijo obžalovati, si ne dovolijo žalovati za svojim otrokom, a ne, da je možno in da je Bog velik in da njihovi otroci so pri njemu. Najlepša hvala, Janja Kolenc, res za vso to vašo zgodbo, ki jo živite in delite z nami. Želim vam blagoslova na tej vaši poti še naprej. Hvala lepa. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala tudi vam, da ste bili v tem večeru z nami. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Kmalu jo boste našli tudi v našem audio arhivu. Želim vam lep večer še naprej. Srečanja. Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu radio.ognjisce.si.